Pozdravljeni! Barvna shema bolidov Formule 1 je nekaj, kar je za nas, navdušence, zelo pomembna zadeva. Za ekipe niti toliko ne, njih bolj zanima pokrovitelj in denar, ki ga prinaša. Namreč bolid, ali je pobarvan v bilo katero barvo, je prav tako hiter oziroma počasen. A pravilnik FIA določa nekaj omejitev glede teh barvnih shem, ki jih lahko vidimo na bolidih. Namreč najprej moramo ločiti med tem, kaj je barvna shema kot taka in kaj je pokroviteljski napis. Pokroviteljski napis je napis in kot tak ni deležen takih omejitev kot barvna shema. Barvna shema je ločena med tem, kaj je glavna barva, kaj so pa pomožne. In medtem, ko smo videli v zgodovini Formule 1, da so se ti pokroviteljski napisi kar z lahkoto lahko menjali, je bila tista barvna shema dosti bolj zakoreninjena vsaj v eni sezoni. In tudi pravilnik v 9. točki določa, da vkolikor pride do kakšne spremembe, občutne spremembe te barvne sheme, mora komisija FIA to odobriti. Drugače morata biti oba bolida enako pobarvana, edina razlika seveda številka pa ime voznika in tudi napisi na obeh bolidih morajo biti enaki. Zakaj to? Predvsem zaradi tega, da ne bi na določenih dirkah, kjer je določeni pokrovitelj bolj zainteresiran, da ne bi določenemu vozniku s tistim napisom dali kakšne prednosti. Seveda, to je samo teorija. V praksi imamo kar nekaj primerov, ko smo imeli na dirkah za svetovno prvenstvo v isti ekipi različne barvne sheme. Najbolj očitni primeri so ti, ki jih bom sedaj naštel. Na veliki nagradi Japonske leta 1977 imamo Lotus Marija Andretija, ki je črn, John Player Special, medtem ko Gunnar Nilsson ima rdečega Imperial, samo za tisto dirko. Gre seveda za dve znamki istega lastnika in tam so hoteli promovirati tudi to znamko. Podoben primer na veliki nagradi Portugalske 86. in spet imamo tobačnega pokrovitelja. Namreč Alain Prost je pri McLarenu v tisti klasični shemi Marlboro, to se pravi beli in rdeči, njegov moštveni kolega Keke Rosberg imel prav tako Marlboro, ampak belo in rumeno. Nič kaj takega, boste rekli, a razlika je očitna. Zadnji primer, katerega smo imeli možnost videti, se je zgodil leta 2008. Namreč na svoji zadnji dirki v svetovnem prvenstvu je imel David Coulthard Red Bulla pobarvanega v belo. Ni reklamiral energetske pijače, temveč to fundacijo Wings for Life, katera je tudi del sfere Red Bull. Pravzaprav nekako kot obeleži njegove zadnje dirke za svetovno prvenstvo. A to ni tako sporno kot en drugi primer, ki bi znal marsikakšnega navdušenca zmesti. Namreč nikjer ne piše, da isti pokrovitelj ne more imeti več ekip v Formuli 1, katere podpira. In to smo tudi že videli. Poglejte sliko, katera je bila, bom rekel, nekaj vsakdanjega v sezoni 82 in 83. Kaj vidimo na sliki? Pomagal bom. Prvi je bolid ekipe Alfa Romeo. Kaj pa ostala dva? McLarena. Namreč Marlboro je sponzoriral obe ekipi in vidimo si, da na prvi pogled, če nismo prav pozorni, gre pravzaprav za tri enake bolide. In seveda ta primer bi lahko z lahkoto rešili, če bi le hoteli. Namreč imeli smo tudi druge primere, ko je isti tobačni gigant v Formuli 1 podpiral več kot eno ekipo. Naprimer Imperial Tobacco, katerega sem že citiral, v sezonah 73 in 75 je imel John Player Special kot znamko pri ekipi Lotus, pri ekipi Hill pa Embassy. Ni bilo nobenih primerov. In tudi ne smemo iskati izgovorov, da pač Philip Morris ima samo Marlboro kot tisto glavno znamko. Bili so sposobni na veliki nagradi Združenih držav leta 78 sploh zbrisati tobačno pokroviteljstvo iz svojih bolidov. Takrat McLaren ni bil bel pa rdeč, temveč bel ter moder, Löwenbräu, pivo. Seveda drugačen interes in dalo se je tudi to. A vidimo to, da so pravzaprav te interesi pokroviteljev bistveno bolj pomembni od tistega, kar
je interes nas, gledalcev, navdušencev. Seveda, od druge dirke v sezoni 1968 so pokrovitelji tisti, ki odločajo o barvni shemi bolidov. In zadnji primer, ki je najbolj zanimiv, je tisti, ki se je zgodil leta 1999. Kot se vsi dobro spomnimo, še takrat je prišla v Formulo 1 ekipa Bar. In hoteli so imeti dva bolida, vsakega v svoji barvni shemi. Enega v shemi Lucky Strike, drugega v shemi 555. Obe znamki last istega tobačnega giganta. Ne, ni šlo. Treba je imeti oba bolida enake barve. Dobili smo tisto meni zelo zanimivo shemo z drgo po sredi ter levo in desno stranjo, ki je bila čisto nasprotje. Nato so se pri ekipi Bar odločili, da bojo nadaljevali z znamko Lucky Strike in edino leta 2004 na prostih treningih velike nagrade Kitajske smo videli Bar 006 v barvah 555, kar je bilo zanimivo. A prav na Lucky Strike je vezana neka zanimivost. Namreč povedal sem, da je tista barvna shema tista, po kateri mi, navdušenci, sploh ločimo določen bolid med seboj. In sedaj vam bom povedal nek zanimiv primer. Iz zgodovine bolidov Formule 1 je znano, da je Lotus 72 nekako bil navdih za tisti McLaren M23, a vsi navdušenci ju ločimo na prvi pogled. Zakaj? Lotus 72 je bil po večini črn z zlatimi črtami, John Player Special, kot že citiran pokrovitelj, McLaren M23 pa bel in rdeč Marlboro. A imamo primer Scuderia Scribante, zasebne ekipe, katera je imela oba bolida na razpolago. Namreč oni niso bili celotnih sezon v Formule 1, samo dirko za veliko nagrado Južne Afrike, a vseeno v sezoni 72 in 73 so imeli na razpolago Lotus 72D, v sezoni 74 in 75 McLaren M23. Nič kaj takega boste rekli. Zanimivo je to, da njihov glavni pokrovitelj je bil Lucky Strike. In imamo Lotusa in McLarena v isti barvni shemi, katera izgledata takole. Se vam ne zdi ta podobna? Treba je biti že ekspert za en in drugi bolid, da jih ločimo med seboj. Zato vse te omejitve, ki so glede barvnih shem na bolidu, konec koncu za naš navdušence niso niti tako neumni. Seveda ne morejo zaukazati, kako naj bi bil kak bolid pobarvan, a malo reda tudi na tem področju mora biti. Hvala za vašo pozornost ter nasvidenje.